Lep pozdrav v današnji kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili gledališče Zarja Celje, kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje Celje, ki letos beleži 80 let svojega neprekinjenega delovanja. In v ta namen so v četrtek pripravili seveda slavnostno akademijo. Slovesnost ob 80-letnici gledališča Zarja Celje so Zarjani pripravili na sam svetovni dan gledališča 27. marca v svojem kulturnem domu v Trnovljah v Celju, ki se ga je udeležilo presenetljivo veliko število predvsem nekdanjih in sedanjih članov gledališča, pa tudi vabljenih gostov in prijateljskih gledališč. Kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje Celje so ustanovili kaj kmalu po osvoboditvi leta 1945, takrat pod imenom Prosvetno društvo Zarja Trnovlje, ki je takrat imelo še druge kulturniške sekcije. Kratek zgodovinski pregled, v katerem je bila orisana pot gledališča, je v veznem besedilu na odru podal moderator, član gledališča ter radijski in TV voditelj Luka Žerjav. Prisotne je nagovoril župan Mestne občine Celje Matija Kovač, slavnostno besedo z izjemnim čustvenim nabojem pa je podal aktualni predsednik društva in njegov umetniški vodja Žiga Medvešek. Res je, letos je leto številnih 80-letnic, ampak 80-letnica kolektiva, društva, nekaj izveninstitucionalnega, ki je skozi toliko desetletij obdržalo in krepilo svojo pozicijo v lokalnem okolju, je pa posebej vredno izpostavitve in čestitke vsem, ki so v teh desetletjih ustvarjali, predajali si znanje, energijo, povezanost in to, kar seveda društvo Zarja še danes predstavlja, pojem ljubiteljskega gledališča v Sloveniji, svojim delom prepoznavni ne le v lokalnem okolju, ampak mnogo širše. Seveda 80 let absolutno ni samo dogodek, to je res jubilej. To je poleg vsega umetniškega programa, ki smo ga danes slišali, poleg vseh lepih in spominsko vrednih besed, smo se danes srečevali ustvarjalci in ustvarjalke, ki smo tukaj bodi si pustili en del svojega življenja, bodi si ustvarjalci in ustvarjalke, ki so nekoč tukaj delovali, en preplet nekih spominov, energij, nekih podatkov, nekih lepih stvari skozi vso zgodovino, ki so včasih mogoče malo pozabljeni, pa potem na takih stvareh privrejo nazaj na plano. In to je mogoče tisto najlepše od teh 80 let in od tega današnjega dogodka. Slovesno akademijo je svojim obiskom počastil tudi Jan Pirnat, producent za gledališko in lutkovno dejavnost pri Centralni strokovni službi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Jaz mislim, da mogoče nekaj se mi je utrnilo med to prireditvijo, da sem že bil na kakšni obletnici in potem imajo včasih župani kakšen tak naroden govor, ja, saj praznujemo 55. obletnico, ker vprašanje, če bojo fante in dekleta zmogli do 60, tukaj pa je pokalo od energije, tako da čestitam Zarji za to lepo obletnico, ki je še v tako dobri kondiciji, tako vitalna, tako polna življenja. Zelo vesel sem, zelo cenim to skupino, ker in društvo, delovanje, se mi zdi, da so poleg tega, da so našli eno formulo, kako povezati generacije, tudi generator dobrih praks za ljubiteljska gledališča po celi Sloveniji. V kulturno-umetniškem programu prireditve, ki ga je glasbeno dopolnil odlični harmonikar Jure Tori, pa so z odlomki iz nekaterih najvidnejših predstav Zarje v kontekstu bralno-uprizoritvene vaje v generacijskem prepletu mlajših in starejših podali člani Zarje v režijski postavitvi Kristjana Koželja. Bil je to lep in čustven dogodek, srečanje sedanjih in nekdanjih članov tega renomiranega ljubiteljskega gledališča na Slovenskem. In svoje doživetje te slovesnosti ter 80-letnico Zarje pa so nam komentirali nekateri sedanji in nekdanji člani gledališča Zarja. Moram reči, da je bilo izvrstno, ker je bilo prepleteno s tem prireditvenim, slavnostnim delom, hkrati pa tudi z umetniškim, ki je pač bistvo vsega tega, kar ustvarjamo, se pravi, je bilo res prepleteno in enkratno. No? Ja, preveva me eno samo navdušenje. Res spoštovanje do te naše Zarje, ki smo ga gojili ves čas.
odraža se naprej skozi nove umetniške zgodbe, skozi nove izjemne uspehe, samo še tako naprej. Najprej na zdravje vsem Zarjanom, ki so bili tukaj, bivšim in našim članom. Zelo lepo je praznovati tak jubilej, kot je bil danes. Pač obeležili smo ga primerno. Predvsem sem zelo vesela, da ima Zarja že toliko let za sabo. Sama sodelujem že tudi več kot 50 let, se to ne bi smela povedati, ampak dobro. In veseli me, da imamo toliko mladih, nadarjenih igralcev, ki so pripravljeni še naprej sodelovati v tem ljubiteljskem gledališču. Veseli me tudi, da smo se srečali vsemi starejšimi kolegi iz prejšnjih let, ki smo nekoč še v prejšnjem stoletju tudi skupaj igrali. In mislim, da imamo še kar neko, se mi zdi, dobro perspektivo za naprej. Ja, čudovito. Moram reči, da jaz sem začel na tem odru in je pripravljal ogromno spominov na ogromnih lepih doživetjih, lepih ljudi, čudovitih, pač, ja, res čudovitih trenutkov. In sem res vesel, da je to čudovito gledališče 80 let neprekinjeno delovalo, kar me niti malo ne preseneča, ker ko vidim to predanost, ki je bila že takrat, ko sem jaz bil, in zdaj, ki jo tudi vidim, verjamem, da je bila ta predanost v preteklosti enako velika in sem čudovito, kako se lahko ta ustvarjalnost, predanost samo kotali dalje in verjamem, da se ne bo ustavila. Jaz moram reči, da sem zelo vesela, ponosna pa srečna, da sem bila, pa delno sem še članica Zarje. Današnja predstava mi je bila res super, prireditev, lepa, prav tisne se ti v srce, tako da me obdajajo neki topli občutki in tako je rekel Žiga, res je ta Zarja kot nek dom, kjer najdeš tisto, kar včasih mogoče ne najdeš v zunanjem svetu, pa najdeš tukaj, tako da želim gledališču Zarja še naslednjih najmanj 80 let in še več uspešnih let ustvarjanja, druženja. Jaz sem tule naredil, mislim, da 7 ali 8 predstav v tem času. Jaz sem zelo vesel, da je prišlo do te akademije, ker do zdaj še nisem doživel. Dejansko se ne spomnim, da bi kdaj bila takšna obletnica, kot je zdaj nastala. In sem res zelo bil presenečen, ker sem tudi dobil vabilo za to prireditev. Sploh pa sem vesel seveda za Zarjo, kjer sem pač nekoč stal na teh deskah. Ja, meni se zdi v bistvu čast biti del nasploh kolektiva, kot aktivna članica, pa predvsem tega dogodka, ki je bil res lep, neki taki utrinki, ki jih ne bom pozabila, neke stare predstave, pa tudi tale naša uprizoritev na odru, pa potem govor seveda predsednika Medveška, ki se mi zdi, da se je kar nekaj od nas dotaknil. Ja, mislim, da je zelo pomembno, da smo se v takem velikem številu zbrali. Zdi se mi tudi pač pomembno, da ozavestimo to 80-letnico in mislim, da so se igralci in člani gledališča res dobro odrezali. Res mi je bilo všeč, užival sem in še uživam naprej. Najprej sem bil zelo vesel za povabilo. Mislim, da je bila absolutna dolžnost vsakega člana, da se tega udeleži. V veselje mi je bilo, da so se združile mlade in starejše generacije in da smo skupaj lahko uživali v enem čudovitem umetniškem programu, ki verjamem, da je vsakega udeleženca vrnil v neko nostalgijo neponovljivega časa. Slovesnost ob 80-letnici gledališča Zarja Celje pa so s svojim obiskom počastila tudi nekatera prijateljska gledališča, s katerimi Zarjani sodelujejo že vrsto let. Res ste naši dragi prijatelji, že vsa leta. Jaz bom v tem teatru, našem gledališču Toneta Čufarja, zdaj že 25 let in vem, ko sem prišla v to gledališče, so mi povedali, da Zarjani so pa zakon in z njimi smo res prijatelji. Oni pravi, tesni, topli prijatelji, tisti, ki drug drugemu ogenj dajemo in res ga.
Vi ste na naših Čufarjevih dnevih že tradicionalno, mi na vaših Novačanovih. In tako se družimo, prijateljujemo in dobesedno drug drugemu ogenj dajemo. Ja, 80 let je pa že kar velik. Že mi se poznamo, več kot 25 let, sigurno, če ne 30. 80 je pa kar, mi smo imeli lansko let 30, pa je bilo že to. Do 80 je pa neprekinjeno, to je pa res taka, že za ljudi je, za normalnega človeka 80 let veliko, kaj šele za ljubiteljsko kulturo, tako da kapo dol, res je. To je bilo zmeri, z vami je bilo zmeri luštno. Sploh od začetka, ker še ni bil festival, smo se redno srečevali. Zdaj se malo manj, ampak takole pridemo pa se srečamo. Ja, je bilo luštno, mi smo sodelovali kar nekaj let. In ni izven tega odra. Gledališka dejavnost ima v tem delu predmestja Celja, se pravi v Trnovljah, še daljšo tradicijo, kot je staro samo društvo Zarja. Začetki, seveda ne pod tem imenom, segajo namreč v leto 1935, ko so v Trnovljah pripravljali gledališke igre kar pod kozolci. Po drugi svetovni vojni, leta 1945, pa so ustanovili takratno prosvetno društvo Zarja Trnovlje in poleg drugih sekcij je nekaj časa tam delovala celo godbana pihala. Kakovostni ustvarjalni premik društvo beleži z letom 1954, ko je z delom pričel takrat mladi amaterski režiser Štefan Žvižej in je ustvarjanje pričel temeljiti na sodobnem ustvarjalnem principu. To je tudi obdobje začetka kontinuiranega delovanja z vsaj eno premiero vsako leto ter prve obnove posodobitve gledališkega odra. 60. leta prejšnjega stoletja so Zarjo zaznamovali predvsem veliki zgodovinski gledališki spektakli in ljudske igre na prostem, tudi s 60 do 120 nastopajočimi, doma in na gostovanjih v celjski regiji. 70. leta pomenijo začetek razvijanja družbeno angažiranega izpovednega gledališča. Začetek 80. let prejšnjega stoletja pa pomeni prelomnico, saj so Zarjani takrat uspeli uresničiti dolgoletni sen, izgradnjo novega, sodobno opremljenega kulturnega doma, kar je tako gledališki dejavnosti dalo nov zagon z uprizarjanjem kakovostnih predstav domače in svetovne dramatike, tako doma kot na številnih gostovanjih. 90. leta so prinesla nadgradnjo ustvarjanja v smislu izpovednega gledališča z uprizarjanjem aktualnih besedil sodobnih in klasičnih avtorjev. Začetek novega tisočletja pa pomeni preobrat na strokovnem področju, s pričetkom ustvarjanja s profesionalnimi režiserji in gledališkimi igralci. To so bili Miha Alujević, Damjan M. Trbovc, Vojko Belšak, Gorazd Žilavec in Jaša Jamnik. Njim so se pridružile tudi domače moči, Cvetka Jovan Jekl, pred svojo profesionalizacijo Tomaž Krajnc in Nejc Jezernik in v zadnjem obdobju Urška Majcer in predvsem Žiga Medvešek. Prav Tomaž Krajnc je v Zarji ustvaril doslej najbolj uspešno predstavo Blazinec, ki je na državnem Linhartovem festivalu pobrala vse nagrade, kar se do sedaj še ni zgodilo. Ja, lahko bi rekla, da se je Zarja razvila v res kvalitetno ljubiteljsko gledališče. Spada med najboljše slovenska gledališča ljubiteljska. Redno se udejstvujemo teh raznih tekmovanj, predvsem tega Linhartovih srečanj, če smo izbrani, ampak smo kar dostikrat izbrani. To pomeni, da je dosegla nek nivo, ki se mi zdi, da ga je treba vzdrževati ali pa še izboljševati. Seveda tudi uspehi in nagrade niso izostale. Tako strokovne nagrade posameznikom, Matički, Severjeve nagrade, Linhartove značke, Linhartova listina in Linhartove plakete kot najvišja strokovna nagrada. Seveda pa tudi visoka družbena priznanja društvu že v nekdanji državi in tudi danes. Red dela s srebrnim vencem, odličje svobode, srebrni celjski grb in številna druga. In kako se svoje prehojene poti v gledališču spominjata dva od najstarejših članov? Vedno je bilo zelo lepo, vedno smo se družili, ustvarjali in to ustvarjanje je tudi meni prineslo
nekaj pomembnega v življenju. Vem, da sem, zato sem tukaj. Moja prehojena pot je pač taka, da jaz sem pač z veseljem vedno prišla v to gledališče. Nekako, to je bilo neko, kako bi rekla, ko sem bila mlada, ko sem končala gimnazijo, sem celo razmišljala, da bi šla na igralsko akademijo, ampak so pač okoliščine bile take, da to ni bilo mogoče. In sem potem našla tu neko svojo zadoščenje, neko svoj hobi, pa tudi drugi dom pravzaprav. Nejci Jezernik pa je eden tistih Zarjanov, ki so ljubiteljske gledališke deske po končanem študiju zamenjali za profesionalne. Moram reči, da je prav Zarja bila ta prostor, kjer sem se zaljubil v ta poklic in se še ogromnokrat, tudi zdaj, ko ustvarjam predstave, spomnim na te svoje začetke in verjamem, da ne bi bil tam, kjer sem, da ne bi bil na tej poti življenjski, če ne bi bilo gledališča Zarja. Sem res večno hvaležen. Kaj pa je bila tista sila, ki je k gledališkemu ustvarjanju pritegnila nekdanje Zarjane in kaj pritegne današnje mlade ustvarjalce? Gledališče sem vedno imela rada. Bilo je eno obdobje v mojem življenju, ko sem pa prav začutila, da rabim ne vem, kako bi se temu rekli, ene vrste približališče, da se najdem in takrat je bila Zarja tukaj za mene, tako da zdaj so mogoče druge stvari bolj v spredju, ampak jaz verjamem, da bo spet prišel čas, ko bom spet nazaj tukaj na odru. Saj v bistvu ne vem, če znam povedati, ker tisti vzgib, ki ga imaš v sebi, ne moreš kar opisati takole na eno vprašanje novinarsko. Verjetno bi se človek mogel pač usedeti in si vzeti papir in te občutke napisati. Je pa vsekakor, ko enkrat stojiš na deskah, ne vem, če lahko rečeš, zdaj pa ne bom nikoli več. To niso cigareti, ko rečeš, da vržeš stran in ne boš nikoli več požgal. Seveda, pride obdobje, ko imaš v življenju druge stvari, moraš kdaj tudi opustiti, početi nekaj drugega, ampak v zadaj, tam bi rekli v malih možganih, ti pa vedno utripa in iščeš priložnost, kje boš prišel nazaj gor ali v neki drugi obliki mogoče. Zdaj, kot igralec se ne bom verjetno toliko več izpostavljal, imam pa eno manjšo skupino otroško, s katero pa zdaj tišimo pač tiste izkušnje, ki jih dobiš pač na teh deskah in prenašaš pač naprej na druge generacije. Nasploh v Zarjo noter mene zagotovo pač oziroma nosijo ljudi, ki so tukaj. Ta nek kolektiv, ta v bistvu druga družina. Tu so ljudje res taki, da te imajo radi, iz dna srca. Pa imaš ti tudi njih rad in je pač res je lepo. In ko pa stopiš na oder, je pa pač za mene to nek pač čist poseben občutek, ko sem v drugem svetu, ko se res imam priložnost pač izraziti po svoje. In za mene prihodnost je Zarja. Ja, mislim, da je gledališče postalo res velik del mojega življenja. Že pri 12-13 sem se zaljubil v gledališče in ne vidim nič druga kot to. Ja, želim nadaljevati, želim čim več ustvarjati, čim več predstav, čim boljši postati in mislim, da je tudi gledališče že za vse pomembno, za mene pa res fejst. Ja, kot je že rekel naš predsednik, tukaj nekot najdem vedno navdih, svoj mir in pa ne nazadnje tudi neko novo družbo in lahko bi rekel tudi do neke mere družino. V prihodnje se vidim, da bom še naprej ustvarjal na teh odrskih deskah in se nadejam še mnogih čudovitih predstav. Kaj se trenutno dogaja za odrsko zaveso v kulturnem domu Zarja v Trnovljah? Seveda, trenutno je v teku študij nove predstave, malo posebne gibalne predstave, ki se bo zgodila tam nekje proti koncu sezone, nekje konec meseca maja, potem poletni odmor in pa seveda takoj v septembru začetek nove sezone, začetek priprave nove otroške predstave, začetek študija nove komedije, veseli december, tako da misli in usmeritve so polne in ambiciozne. Gledališče pa seveda tudi veliko gostuje širom Slovenije.
Absolutno. Zarja v zadnjem letu, dveh intenzivno in pridno gostuje po celotni Sloveniji. Mogoče sem pozabil omeniti, da prihaja tudi razpis za Novačanov festival ljubiteljskega gledališča v mesecu maju, tako da čaka nas polno leto. Konstantno je polno leto. Torej, ta čudovita, nevidna sila, ta želja, večkrat prava strast po ustvarjanju, je v preteklosti bila in očitno še vedno je tisti generator, ki je poganjala generacije Zarjanov in ki žene tudi današnje Zarjane novim gledališkim izzivom naproti. Vedno znova in znova. Seveda zavezuje. 80 let je mejnik, je mejnik dolgoletna tradicija, je pa tudi, tako kot sem rekel, lahko en sam začetek. Začetek nadaljevanja ene častitljive, lepe, ustvarjalne poti. In jaz sem prepričan, da gledališče Zarja ima in bo imelo to željo, to mentaliteto in vizijo, da bo ustvarjalo kvalitetne predstave in da bo še naprej sodilo v sam vrh slovenskega ljubiteljskega gledališča. Jaz si želim, da bi 80 obletnic bilo v tej hiši, se pravi v gledališču Zarja Celje, še neštetokrat, ne vem koliko, in veliko takih dogodkov in predstav, ki jih organiziramo v gledališču Zarja Celje. Jubilej 80-letnice je gledališče Zarja obeležil tako dostojno, kot se seveda to za takšno obletnico spodobi, in kot smo slišali iz vseh komentarjev, se seveda za obstoj tega gledališča in za dejavnost gledališko tukajle v tem delu Celja seveda v bodoče ni za bati. In to si tudi vsi želimo. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.